Prijeten pozdrav. Aktivna vključitev občine Stranža v reševanje Novolesa, nekoč največjega zaposlovalca, je bila edina točka izredne seje tamkajšnjega občinskega sveta, ki jo je zahtevala svetniška skupina Lista krajanov občine Stranža. A do nje po sicer obsežni razpravi na koncu sploh ni prišlo. Kdo je proti? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ugotavljam, da ni razlogov za sklic izredne seje. Tako je bila seja z večino glasov proti po skoraj uri in pol preklicana. Bi pričakoval, da se občinski svet opredeli, da bi župan in občinska uprava jasno zavzemala stališča do primarne predelave lesa na bivšem kompleksu oziroma na kompleksu Novoles in pa da se v bistvu jasno zavzame stališče, kaj s tem kompleksom Novoles v bodoče. No, občina je že to vse naredila, ne? Pri predlogu občinskega prostorskega načrta so te stvari popolnoma opredeljene. In to je tudi naloga lokalne skupnosti, da to pripravi. Pristojnosti občine so pri gospodarskih družbah zelo omejene, aktivnosti, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo, pa ne more izvajati, še dodaja Knafelj. Da bi morala občinska politika vse dejavnosti usmeriti v pomoč tistim, ki so na račun Novolesa izgubili delo, pa menijo predlagatelji. In jaz sem ogorčen, da se danes občinski svet ni opredelil do tega, da bi obravnaval te naše predloge in da bi zavezal, da bi se, bi rekel, občina kot taka z županom in občinsko upravo aktivneje vključila v vse te dogodke, ki pestijo predvsem delavce, nenazadnje pa tudi občino. Jaz mislim, da je škoda, da zavajamo ljudi z nekimi lažnimi upi, kajti kompleks Novolesa je v rokah sodišča in sodišče bo odločilo, na kakšen način ga bo prodalo. Knafelj, ki je, kot pravi, že opravil številne razgovore z morebitnimi vlagatelji, a zaradi poslovnih skrivnosti o tem ne more govoriti, se je po na trenutke tudi burni seji vnovič sestal s člani odbora delavcev. Tudi ti naj bi, kot so trdili predlagatelji, imeli pripravljen program, s pomočjo katerega bi našli vlagatelja in s tem ponovno obudili primarno predelavo lesa v Straži. Slavnostno sejo in slovesno podelitvijo občinskih priznanj in nagrade je vrhunec doseglo 5. praznovanje občinskega praznika občine Šmarješke Toplice. Tega so tudi letos zaznamovali številni dogodki. Za dolgoletno, skoraj 20-letno vodenje turističnega društva Šmarješke Toplice je priznanje prejel Aleksander Durič, sicer tudi občinski svetnik, drugo priznanje pa je romalo v roke umetniškega vodja in dirigenta tamkajšnje godbena pihala Branka Ambrožiča. To priznanje mi pomeni, da so ljudje videli, da sem nekaj naredil v tem kraju. Neko zadoščenje imam, da nekako s tem priznanjem ves moj trud, ki ga pa ni bilo malo, moram priznati, res poplačan. Človek rabi spodbudo takrat, ko je mlad, ko je na začetku poti. Mu nagrada nekaj pomeni in mu da novih moči za naprej, za delo, za ustvarjalnost. In to nagrado razumem kot eno spodbudo, pa ne samo zame. Brez teh mojih čudovitih godbenic in godbenikov vsega tega ne bi bilo. Občinsko nagrado je za številne športne dosežke tudi na mednarodni ravni prejela večkratna državna prvakinja v džudžicu Tamara Strnad. Zelo sem vesela, da je v bistvu občina priznala moje športne uspehe in moj trud. Ponosna sem tudi, tako da. Pretekle dosežke v občini, predvsem pa razvojne načrte na gospodarskem in turističnem področju je v slavnostnem nagovoru izpostavila tamkajšnja županja. Kot osmeli vsekakor so izgradnja novih 6 enot vrtca in rekonstrukcija osnovne šole, nov turistični kompleks v Klevevžu, industrijska cona v Kronovem in pa seveda obnova stare šole v Beli Cerkvi. Slavnostne seje sta se udeležila tudi župana pobratenih občin Cankova in Teplice nad Bečvou z Češke. V Ljubljani so podelili 11. Trimove raziskovalne nagrade za najsodobnejše dosežke v znanosti ter za nove pristope in rešitve na različnih področjih. Nagradili so 48 diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij iz 5 evropskih držav. Na natečaj je bilo prijavljenih več kot 100 del, komisija pa je nagradila 24 diplomskih in 14 magistrskih del ter 10 doktorskih disertacij. Ja, to je v bistvu potrditev, da sem s svojim diplomskim delom res
opravil nekaj uporabnega. Kaj mi to pomeni? Eno priznanje za svoje delo in pa mogoče spoznavanje novih ljudi. Ne? Med kriteriji za podelitev nagrad so bili tudi pomen za svetovno znanost in v posamezni panogi, pa tudi pomen za trebanjsko podjetje. Pri vseh teh delih smo predvsem gledali to, da je bilo delo strokovno, da je bilo raziskovalno, da prispeva nekaj k svetovnemu znanju in seveda ob tem, da je v segmentu, v katerem Trimo deluje, čeprav ni bilo to nujno potrebno oziroma ni bilo rečeno, da je naloga direktno aplikativna v Trimu. Tovrstni natečaji spodbujajo posameznike k ustvarjanju in inovativnosti, nagrajenci pa postanejo tudi del mreže med akademsko in gospodarsko sfero, meni glavna direktorica družbe. Na eni strani gre to za konkretne projekte, kjer se prinaša teorijo v prakso, ampak velikokrat tudi praksa v teorijo. Na eni strani nekateri naši bivši nagrajenci so postali naši sodelavci, nekateri so postali sodelavci na konkretnih raziskovalnih projektih. Podelitev nagrad so popestrili s kulturnim programom. Semiški občinski svetniki so na izredni seji prižgali zeleno luč za umestitev nove tovarne v njihovo industrijsko cono. Z več glasov so namreč soglašali s prenosom Motvozovih zemljišč na novega lastnika investitorja projekta Green Line Oil. Gre za tovarno, kot smo že poročali, ki naj bi uporabljala najnovejšo tehnologijo pirolize za predelavo odpadnih pnevmatik in zagotovila okrog 90 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Ker so imeli svetniki pred tednom dni pomisleke o njenem vplivu na okolje, so za mnenje poprosili strokovnjake, ki se ukvarjajo s to problematiko. Dr. Viktor Gril z Kemijskega inštituta Slovenije se je seje tudi udeležil in po dolgi razpravi so sprejeli sklep o prenosu lastništva zemljišč na podjetje Green Line Oil, ki bo imelo sedež v Semiču. Seveda pa ob pogoju, da se predhodno pridobi garancija, ki jo je ponudil investitor v višini 1 milijon evrov in pa da se podpiše pismo o nameri, v katerem se definira vse dileme oziroma nadaljne zahteve. Imenovali so tudi projektno skupino, sestavljeno iz priznanih strokovnjakov in 2 predstavnikov občinskega sveta, ki bo imela vpogled v vso tehnično dokumentacijo in bo bedela nad projektom. Vse z namenom, da bo ta izdelan v skladu z zakonodajo in ohranjanjem čistega okolja. In ta projektna skupina bo vez med investitorjem in občino Semič, občinskim svetom. Občinskemu svetu bo morala tudi poročati. Poleg garancije v višini 1 milijon evrov je tudi ta projektna skupina velika varovalka, da naj bi šlo vse tako, kot mora iti. Svetniki so pooblastili županjo, da podpiše pismo o nameri, ki bo vsebovalo vse njihove zahteve, s katerimi se je strinjal tudi na seji prisoten naložbenik in snovalec projekta Robert Hroval, ki načrtuje gradnjo 11 milijonov evrov vrednega projekta začeti še letos. 20. obletnici delovanja družbe, predvsem pa aktualnim razmeram in likvidnostnim težavam, s katerimi se zaradi globalne gospodarske krize in težav na nepremičninskem trgu spopadajo pri poslovanju ter njihovemu reševanju, je bil posvečen pogovor z novinarji v novomeški Zarji. Družba, ki je ob ustanovitvi razpolagala s 1200 stanovanji, ima danes v lasti še približno 300 neprofitnih in malenkost manj profitnih stanovanj, upravlja pa s približno 6000 stanovanjskimi enotami. Lani so ustvarili 76 tisoč evrov dobička, a je bilo na priporočilo revizorja treba upoštevati tudi nekatere slabitve. Skupaj za približno 900 tisočakov. Tako slabitve na področju določenih investicij oziroma projektov, kot slabitve na področju starih terjatev, pa je po sklepu nadzornega sveta tale poslovni izid pozitiven prišel v izgubo. Tu so bile napravljene kar precej velike slabitve, tako da je kar nekaj izgube v poslovnem izidu. Poleg obveznosti do dobaviteljev in plačevanja 4 milijonskega kredita ima Zarja po besedah Kambiča krepko čez 1 milijon evrov terjatev. Samo iz naslova neprofitnih stanovanj je povprečno 13 tisoč evrov mesečno neplačanih računov. V preteklosti so te obveznosti zaradi dobičkonosnosti še lahko pokrivali, zdaj, ko imajo likvidnostne težave, pa je breme postalo preveliko. Tako da jaz planiram, da bi ta del neplačil neprofitnih stanovanj absolutno morala prevzeti mestna občina, ker je lokalna skupnost tista, ki lahko pokriva oziroma zagotavlja ta socialni standard ali pa stanovanjski standard v mestu, nikako ne pa Zarja. Se pravi, moramo mi v proračunu dejansko proučiti zadevo, kako prenesti
to breme na lokalno skupnost. Gre predvsem za subvencioniranje neprofitnih stanovanj in to je tista rak rana, ki nas že dolgo tare oziroma zaradi česar je Zarja tudi v težji situaciji, kot bi sicer bila. Prednostno vprašanje je predvsem obstoj in vnaprejšnje delovanje Zarje, ki naj bi v skladu z občinskimi načrti v prihodnje postala javno podjetje s 100-odstotnim lastništvom lokalne skupnosti, je še dodal Muhič. V novomiškem Revozu so predstavili nov dirkalnik Renault Twingo RS Evo, ki ga bo premierno na gorsko-hitrostni dirki Gorjanci ta konec tedna vozil Matej Grudnik, sicer zaposlen v Revozu. Podjetju Renault Sport Francija so razvili in pri FIA homologirali izpolnjeno verzijo dirkalnega avtomobila, ki je dirkalnim ekipam na voljo od 1. marca letos. Karoserijo so v osnovi izdelali v Revozu, vozilo pa sestavili v avtoklubu V-Racing v Velenju. Dejansko je to povsem dirkalen avto, ki z serijskim avtom nima kaj dosti skupnega. Tukaj govorimo o povsem drugačnem motorju, menjalniku, podvozju, amortizerjih in tako naprej. Ter seveda tudi varnostna oprema, kletka, dirkalni sedeži, pasovi, gasilni sistemi in tako naprej. Nov dirkalnik je za klub izjemnega pomena. Ker v bistvu v kategoriji, kjer nastopa naš dirkač Matej Grudnik, je z avtomobilom Clio RS šibkejša verzija in je v bistvu manj konkurenčen, tako da sedaj bomo nastopali v svoji skupini z konkurenčnim avtomobilom in se lahko enakovredno kosali z vsemi ostalimi, ki so trenutno že v slovenskem državnem prvenstvu. V Revozu so projekt podprli, ker gre za Twinga in njihovega sodelavca. Namen je seveda promocija našega glavnega produkta, ki danes zajema največji delež v proizvodnji. Trenutno 2/3 proizvodne cirka je Twinga, je pa seveda ta delež predvsem odvisen od razmer na tržišču in povpraševanja kupcev. Ta čas se mora Revoz, tako kot druge tovarne, prilagajati razmeram na avtomobilskem trgu, kjer vlada manjše povpraševanje, dodaja Bratoš. Zaradi tega smo seveda uvedli določene ukrepe, med drugim tudi nedelovne dneve. Take ukrepe seveda upeljujemo predvsem z namenom, da se ne pristopa k tistemu trdemu ukrepu, torej odpuščanju. Bratoš je še zanikal ugibanje v javnosti, da naj bi uvedli 1,5 izmensko delo. Zaenkrat je naročil za 2 izmeni dovolj, poudarja. V Termah Čavtež je odslej obiskovalcem na voljo nova pridobitev. To je posebne vrste tobogan, ki omogoča tekmovanje po 3 enako dolgih progah. Postavitev tobogana, imenovanega termalna formula, je stala približno 700 tisočakov. Skratka, gre za igralo, posebno igralo, ki ga v teh prostorih v Sloveniji, pa tudi nekaj širše, še ne poznamo. V bistvu je neke vrste velik tobogan z posebnim programom, ki daje večjo animacijo oziroma bolj zabavno, kar mislim, da je temeljni cilj tega, kar želimo na termalni rivieri narediti. V olimpijskem letu je obiskovalcem na voljo tudi Čateško oko, 35 metrov visoko kolo s 24 gondolami. Terme se sicer zdaj raztezajo na več kot 60 hektarjih zemljišča, prihodnje pa jih nameravajo razširiti še za dobrih 30. Dela naj bi stekla v 2 in bila končana v 5 letih. V tej fazi je to, kar sem rekel, predvsem zabaviščni del, razna igrala, novi bazeni. V drugi fazi pa so predvideni tudi še v tem delu hoteli, ki bodo pa predvsem tematski. Če ste opazili, mi ne gradimo več klasičnih hotelov, ne gradimo več klasičnih stvari, ampak vse stvari, ki jih v Čatežu delamo, so na nek način tematsko obarvane. V prvem trimesečju so sicer imeli skoraj 111 tisoč prenočitev in 160 tisoč kopalcev. Prihodki pa so znašali slabih 6,8 milijona evrov. Počitnice so tu, pa naj bodo s toboganom ali brez. Glede na stanje bomo nadrsali vsi, a spoštovani, ne dajmo se. Se drži pregovor, da za dežjem vedno posije sonce. Vam ga do prihodnjič želimo tistega pravega poletnega.